Danes je poseben dan. Zato sem se tudi oblekel praznično. Po nekaj neuspelih poskusih spet podiram Guinnessov rekord v sestavljanju Rubikove kocke pod vodo z enim vdihom. Danes ciljam na 9 kock. Tako bom podaril in Guinnessov rekord, ki znaša 5 kock, in prejšnjega neuradnega, ki je znašal 8 kock, ker novi neuradni rekord, ali pa vam bom to povedal na koncu. Na začetku tega projekta sem bil zelo optimističen in po svoji naivni matematiki sem izračunal, da bi z malo vaje brez težav pod vodo sestavil 10 kock. Po mojih izračunih bo dovolj 20 sekund. No, sploh ni tako simpel. Še več, ultra zahtevno je. Znotraj tega projekta se je pojavilo ogromno malih izzivov in mislim, da jim bom danes končno kos. Upam. Ker to bi bil lep zaključek projekta Rekord. Ogromno sem se naučil in spoznal veliko novih ljudi. Zadnji mesec se mi je recimo prek spleta pridružil Florian. Slučajno sva se spoznala na Instagramu, on je mojster statike in mi je v tem zadnjem mesecu tudi veliko pomagal. Florian, če gledaš, ful hvala. Sicer sem poskušal celoten napredek projekta Rekord na YouTubeu tudi dokumentirati, ampak zadnji mesec sem, kot ste verjetno opazili, malo bolj utihnil, zato ker sem veliko treniral. Poleg tega smo imeli ravnokar premiero avdicije, snemanja celic in še z Leno sva se preselila. To je tudi razlog neverjetne šare v moji novi pisarni / studiu. No, za piko na i sem med selitvijo pridelal še kilo, zato mislim, da je tole danes zadnja šansa, da končno podrem ta Guinnessov rekord, ker potem bom moral na operacijo pruha in ultra veliko počivati. Dobro, tudi tole naprezanje danes verjetno ni dobro za pruh, tako da upam, da se današnji dogodek ne bo končal na urgenci, kar bi mi tudi bilo podobno, ampak pazimo nase. Celoten dogodek danes poteka po Guinnessovih pravilih. Ena od dveh neodvisnih prič, v našem primeru je to Jernej, zmeša Rubikove kocke, pomagamo tudi Matica gotovo poznate, in teh Rubikovih kock ne smem videti, dokler nisem z glavo pod vodo, torej ni časa za predogled. V vodi situacijo prevzame Maja. 30 seconds. Maja je faca, ustanoviteljica društva Modra koda in sodnica za potapljaški del. Odločili smo se za AIDA pravila, ampak več o tem protokolu vam bom povedal na koncu. Za ogrevanje sem rešil 6 kock. To je že Guinnessov rekord v vsakem primeru in danes mi je to tudi brez težav uspelo. Kot vidite, nisem kaj preveč vesel, zato ker je cilj današnjega potopa 9 kock. Evo, tule gre za res. Ob meni je Tadej, on je danes moj buddy v vodi, skrbi za mojo sproščenost in tudi sicer z njim treniram. Tadej je izkušen trener potapljanja na vdih v potapljaški šoli Inhale Blue in je vedno za akcijo. Tole je moja 7. kocka prvega poskusa, ampak kot vidite, mi je suvereno spodletelo. Ne vem točno zakaj, pritisk, zmeda, kaj pa vem. Odločimo se za še en poskus. 5, 4, 3, 2, 1. Official talk. +1, 2, 3, 4. Evo, zdaj mi gre zelo dobro. Sestavil sem že 8 kock in tole je zadnja. Zadnja je Nik, greva zdaj pa fajta, zdaj pa drživa. Nikaj, fokus, odlično ti gre, čas je dober. Odlično ti gre, fokus zdaj jo imaš. Greva, še, odlično ti gre, top, fokus, še malo imaš. Greva, še malo, čist zdraven si, fokus. Drži jo, še imaš jo, ne greš ven, imaš jo. Greva. No ja, po posvetu sklenemo, da naredimo še en zadnji poskus. Zdaj sem od držanja sape tudi že precej utrujen in nimam več blazne kondicije. +1, 2, 3, 4, 5. Kocke so mi šle zelo lepo od rok, hitro sem jih reševal, kar je super znak, ampak najtežji del je vedno na koncu. Odlično. Malo je lepo, bravo, kar fokus lepo. Vse je v redu, čas je odličen, super. Koncentracija na zadnjo.
Vse imaš to jo imaš, bravo. Imaš jo, odlično imaš to noter, sprosti telo. Protokol, spati se, sprosti. I'm okay! Čakaj, dihaj. To še ni razlog za veselje. Zdaj, ko sem dal znak, I'm okay, potem, ko sem odstranil vso svojo opremo, je treba počakati še nekaj časa, da potrdimo prisebnost potapljača in potem sodnik izda tako imenovano belo karto. V našem primeru sodnica. Končno mi je uspelo. Mislim, mi. Ko rečem mi, mislim nam. Če ste gledali posnetke, ste videli, koliko ogromno ljudi stoji za mano. Poleg tega pa, če spremljate projekt Rekord, veste, da mi na bazenu pomaga 1000 prijateljev, brez katerih bi bil pečen. To je po mojem čar potapljanja navdih. Čeprav si v vodi v končni fazi sam, si vedno v družbi samih cool ljudi. Od spodaj sem poskušal napisati vse, ki ste mi na kakršenkoli način pomagali, gotov sem še koga spustil. Hvala. Zdaj pa najbolj zabaven del. V četrtek je nosilec prejšnjega neuradnega rekorda, to je Kevin Hayes, ki je pod vodo sestavil 8 kock, objavil video, v katerem jih je zdaj sestavil 10! Kaj? In to nekaj dni, preden sem se jaz lotil svojega podviga. Zdaj, njegov poskus ni izveden v skladu z Guinnessovimi pravili, je izveden malo drugače, tako da je Guinnessov rekord še vedno moj. Ampak, po pogovoru s Kevinom sem izvedel, da se bo naslednje leto lotil tudi Guinnessovega rekorda in jaz ga bom seveda poskušal ubraniti. Čeprav je to na nek način konec projekta Rekord, je v resnici šele začetek. Hvala vsem za tako lepo vzdušje in podporo. Res sem vesel vsakega vašega sporočila in komentarja, sploh ker ste tako dobri navijači, zato lahko rečem, da smo skupaj končno podrli Guinnessov rekord. Yes! Mislim, podrli Guinnessov rekord. Uradno bo Guinnessov rekord podrt, ko ga komisija odobri. Zdaj moram poslati vso dokumentacijo, vse videe, vse fotke, vse izjave, kar tudi ravno kar počnem. Ko bo to zares uradno, tako z žigom in v Guinnessovi knjigi, bom to objavil na svojih družbenih omrežjih, tako da spremljajte Instagram. Zdaj pa se vračam na YouTube z rednimi vsebinami, dolžan sem vam še nekaj vodičev, prihajajo pa tudi nove stvari. Spremljajte, boste videli, kaj se dogaja. Hvala vam 1000-krat, yes, in se vidimo.